Tokrat smo razmišljali o ljudeh, ki mogoče ne hodijo v službo preveč radi. Ali je problem v službi ali je problem v njih? In ali je to povezano z tem, da so potem rezultati slabši ali boljši? Torej, ukvarjali se bomo s tem, kako bi lahko povečali zadovoljstvo in srečo na delovnem mestu in od tega imeli vsi boljše rezultate. Obeta se kup praktičnih primerov in orodij za povečanje zavzetosti preko ustvarjanja sreče pri delu in tudi na ostalih področjih življenja. Pogledali bomo denimo, zakaj denarna nagrada ni dober motivator na dolgi rok in se dotaknili 7 smrtnih grehov, ki jih delamo pri grajenju lastne sreče in zadovoljstva. Tako imenovani happiness at work je ena najkoristnejših tehnik pri oblikovanju zavzetega tima v delovnem okolju. Zaposleni so do 50% bolj motivirani, bolj povezani in vpeti v organizacijo, posledično lahko dosegajo tudi za tretjino boljše rezultate. To je le nekaj argumentov, zakaj je sreča pri delu pomembna in kako vpliva pravzaprav na vse ostalo. Ne zamudite tega super seminarja, od katerega boste odnesli zelo veliko. Na naši delavnici se bomo pogovarjali o tem, da v organizacijah obstaja ena skrita moč, nek potencial, ki je običajno prezrt, in ta potencial se skriva v ljudeh, v zaposlenih, v vodjih. In seveda mi se bomo pogovarjali o tem, kako v teh vodjih prebuditi zavzetost. Zato, ker verjamemo, da je pač zavzetost ena energija, ki lahko zelo pomembno vpliva na poslovno uspešnost in se preliva od vodij naprej na sodelavce. Ali pa tudi ne. Pogovarjali se bomo o tem, kateri so tisti gumbi, na katere lahko pritisnemo in z njimi upravljamo zavzetost svojih sodelavcev. Več jih je, ni samo eden, tako da verjamem, da bo razprava živahna. Predvsem pa bomo zaključili z ugotovitvijo, da se začne zavzetost pri vsakem od nas. Zavzetost ne pride od zunaj, zavzetost so odgovorni vodje. Vodje pridejo v podjetje, v tim in se odločijo, da bodo nekaj naredili. To vizijo morajo sprejeti njihovi sodelavci v timu in potem seveda vodja preko spoštovanja, dialoga, odnosov in opolnomočenja doseže za to, da seveda z zavzetostjo tim izpolnjuje vizijo. Ko podjetje doseže, da je vsaj 75% sodelavcev to vizijo deli, za njo živi, gre iz svoje komfort cone in nekaj naredi, potem podjetje dolgoročno uspešno. Da se to da, tudi v težkih industrijah, smo dokazali tudi v Steklarni Hrastnik.